V prostorih Srednje šole Slovenska Bistrica je v torek 22. oktobra potekala javna razprava v okviru prenove občinske celostne prometne strategije občine Slovenska Bistrica. Vizijo in cilje strategije je uvodoma predstavil Sebastijan Toplak z Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Ti koridori, ki so se ustvarili skozi, bi rekel, stoletja skoraj, so taki kot so, zdaj rušili ne bomo nikogar. In tu bomo seveda moramo mi neki, bi rekel, red najti, da bo promet varno potekal in da bo vsi ti predvsem trajnostni vidiki lahko varno prosperirali. Tu druge, ali tovorni promet pa taki seveda ga odstraniš, to je sigurno nujno in pogoj. Ostali promet pa bo verjetno pri marsikje sigurno predlagan. Mi smo tudi nenazadnje Slovenije pred nekaj leti uvedli skupni prometni prostor, ki ti seveda po zakonskih podlagah, mi smo na fakulteti pred leti, ni bilo druge, je bil ena dikcija v zakon, da smo kot eksperimentalno prometno ureditev nekje označili, pa to mene je bilo, pa da si šel v neke take smeri. In seveda to je nek proces in v strogo bivalnem območju, pa tako kot je zelo tu problem je pač tudi tega delavskega tranzita, pa tako naprej, ko se iz Impola, pa v Impol, pa se malo moš izogibati zahodni in tam promet daljinski skozi odvija, ko se ne bi smel, pa ni samo dostop. Drugače pa tam si moramo deliti tisti prostor, ki je, in to bo marsikaj druga ne bo, kolesarno vozišče, recimo, tudi takih. Seveda mora biti za to pogoj varen. Moraš umiriti promet, če je to res za strogo dostopnost, pa na neki omejeni razdalji je to sprejemljivo. Seveda pa zdaj za nekoga, ki pa na nekem daljinskem potovanju pa ljudi neko pot tam skozi upravlja, pa se mu to zdi prepočasno, kako ne rečem, da imaš, da bo kar nekaj izzivov. Udeleženci v razpravi je sodeloval tudi župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, so podali kar nekaj predlogov. Tudi s pomočjo teh predlogov bodo pripravljavci oblikovali končno vizijo razvoja prometa v občini in določili konkretnejše cilje.